Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne bistriške televizije v Malem Travnu, ki ga predvsem na lokalni ravni zaznamuje nekaj pomembnih dogodkov. Med njimi gotovo mednarodna konferenca na temo volilne pravice, kjer bomo v Slovenski Bistrici gostili 10 članic Evropske unije. Za športne navdušence pa nedeljski bistriški tek. Obiskovalci so se preteklo soboto množično odzvali vabilu glasbene skupine Je bela cesta. Dober pa je bil tudi odziv na skupščini stranke upokojencev slovenjebistriške občine. Na redni seji občinskega sveta pa je tekla beseda o širitvi industrijske cone Impol, ceni vrtcev, o programih športa in kulture ter drugih točkah dnevnega reda. Zato tudi ta teden prijazno vabljeni k ogledu informativne oddaje. Nova predsednica občinske organizacije Desus postala Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor ter nekdanja slovenjebistriška županja. Odličen koncert ob 20-letnici Je bele ceste. Na seji slovenjebistriškega občinskega sveta o programu dela občinskega sveta, o prostorskem načrtu, o financiranju javnih zavodov, o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva, izvajanju zaščite in reševanja ter drugih temah. V rubriki Lokalne novice tokrat o skupščini stranke upokojencev, koncertu in seji občinskega sveta. Za petek 8. aprila je Ivan Peter Jurše, predsednik občinske organizacije Demokratične stranke upokojencev Slovenska Bistrica, sklical tretjo skupščino, na katero so bili vabljeni delegati skupščine, predsedniki občinskih odborov občin Makole, Poljčane in Oplotnica, delegati krajevnih organizacij ter drugi, vabilu pa sta se odzvala tudi predsednik krovne organizacije Desus, Karl Erjavec ter Jani Kavtičnik, predsednik pokrajinskega odbora za Podravje. Po uvodnih formalnostih so sledila poročila o delu občinske organizacije. Navzoči so sprejeli program dela. Aktivnim in zaslužnim članom so podelili priznanja. Izvedli pa so tudi volitve in sicer so glasovali za predsednika in podpredsednika občinske organizacije, sekretarja ter člane nadzornega odbora. Delo dosedanjega predsednika Ivana Petra Juršeta, ki se ni potegoval za prihodnji mandat, je glede na izide glasovanja prevzela Irena Majcen, članica stranke Desus in ministrica za okolje in prostor. Jurše pa je postal častni član občinske organizacije. O aktualnih dogodkih ter problematiki upokojencev je med ostalimi govorci spregovoril nekaj besed Karl Erjavec. Naše 25-letno delovanje pokazalo, da slovenski politični prostor potrebuje stranko Desus. In prepričan sem, če ne bi bilo stranke Desus, bi bil položaj upokojencev še slabši, kot je v tem trenutku. Pa tega ne govorim zato, da bi upravičeval, da smo morda premalo kaj postorili kot stranka. Ampak dejstvo je, da vsaka vlada, da vsaka stranka vse sorte obljublja upokojencem, ko je pa treba nekaj storiti, je pa tako težko to storiti. Tudi ta aktualen primer, 0,4% usklajevanja pokojnin, gre za izredno uskladitev na predlog sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Verjemite, mi smo bili prvi, ki smo rekli, da bomo to storili. Potem so se ostali šele pridružili, socialdemokrati in tudi kasneje stranka modernega centra. Dogovor je, da to uskladitev bomo realizirali. Včeraj smo imeli koalicijo, tam je bil minister za finance, ki je sicer proti, je rekel, tega ne zdržimo. Dobro je, da pa dodatki vzdržijo, pa dokapitalizacije, ki gredo na stotine milijonov evrov, zdržijo, tam pa ni problem, ampak čudem se mu, da danes ponovno izjavlja, da ni prostora za uskladitev pokojnin in da kaj se gremo, da bomo zrušili proračun, javne finance in tako dalje. V zvezi s tem, da ne bom predolg, moram povedati, da v četrtek bomo imeli še en sestanek koalicije in tam se bomo dogovorili,
kdaj naj bi prišlo do te uskladitve. Moj predlog je, da čim prej, najkasneje pa vsaj do letnih dopustov. Seveda minister bo zopet proti, ampak jaz mislim, da to državo vodi vlada, vlada je odgovorna in vlada je tista, ki bo odločila, seveda s podporo koalicije, ki pa tvori to vlado. Tako da glede tega, verjemite, jaz bom vztrajal do konca. Vem, da nekateri ne bodo zadovoljni in jaz dostikrat pravim, da sem ponavadi dvakrat dobim klofuto. Če ni usklajevanja, dobim klofuto, pravijo, ja, Erjavec ni nič naredil, če pa je usklajevanje, pa že spet klofuto dobim, ker pravijo, kaj bodo te 2, 3, 4, 5 evrov. Ampak vsem, jaz moram zelo jasno povedati, mi moramo začeti z usklajevanjem pokojnin, mi moramo zopet navaditi celotno prebivalstvo, vse politične stranke, da je potrebno pokojnine usklajevati. Ker poglejte, kaj se nam je zgodilo. Leta 2008 je bila povprečna pokojnina 69% povprečne plače, zato ker se pokojnine praktično do letošnjega januarja niso usklajevale, so pokojnine padle na 60,5% povprečne plače. Mi, če želimo ustaviti ta trend, moramo vsaj usklajevati pokojnine. In zato letos januarja na podlagi koalicijske pogodbe 0,7 usklajevanje, zdaj računam, da bomo dosegli tudi 0,4 usklajevanje, januarja naslednje leto še enkrat usklajevanje na podlagi koalicijske pogodbe, jaz mislim, da bo zopet 0,7%, glede na to, da je za pričakovati, da je bilo v letu 2015 gospodarska rast je bila 3,% odstotkov. Jaz moram tudi reči, da na zadnji seji sveta na pobudo našega predsednika pokrajine Janija Kavtičnika smo tudi imeli zelo odkrito in odprto razpravo o tem, da je potrebno vztrajati pri vsakem usklajevanju. In jaz mislim, da če tega ne bomo delali, seveda bodo vedno razlogi, zakaj se ne more. Minister za finance je zelo spreten, kadar se o tem diskutira, da ni mogoče najti tega denarja. Sicer pa stranka Desus obeležuje letos 25-letnico delovanja. Glasbena skupina Je Bela cesta je 20. obletnico uspešnega delovanja praznovala v soboto 9. aprila s koncertom v Mladinskem centru v Slovenski Bistrici. Uvodoma so nazdravili z vabljenimi gosti, med katere so razdelili tudi rojstnodnevno torto. Vse najboljše za ti, vse najboljše za nas, vse najboljše Bela cesta, vse najboljše za ti. Z nastopom, med katerimi so se predstavili tudi nekateri bivši člani skupine, je navdušila občinstvo v polni dvorani.
Dogajanje sta popestrili tudi gostujoči skupini The Chronics in Zmeljkov. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek 12. aprila sešel na 10. redni seji. Uvodoma je v drugi obravnavi potrdil program svojega dela za leto 2016. Svetniki so sprejeli tudi letna programa športa in kulture v občini za to leto. Prav tako so podali soglasje k cenam programov vrtcev, te bodo od 1. maja višje za 4%. Občinski svet je prisluhnil še poročilom o trendih varnostnih pojavov, o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva ter izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v občini. Svetniki so potrdili tudi investicijski projekt za širitev industrijske cone Impol ter nekaj premoženjskih in kadrovskih zadev. Ob koncu so soglasno podprli vpis neodtujljive pravice do vode za vsakogar v slovensko ustavo. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla, želimo vam, da bi konec tedna preživeli v naravi. Tisti, ki se boste udeležili bistriškega teka, pa obilo dobrih rezultatov in prijetnega druženja. Pa srečno!